Hvala lepa. Sedaj pa vabim naslednjo vodjo okrogle mize, profesor dr. Bojano Bejović. Sedaj je na vrsti sklop spoprijemanje z izzivi v zdravstvu po pandemiji COVID-19. Spoštovani, mislim, da vsak predava, pa imam bojo diskusijo. Spoštovane kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni. Nadaljujemo, kar se da hitro, zaradi nekaj zamude. Jaz bi se zelo rada še kdaj oglasila v razpravi, ampak glede na čas se ne, zato bom pa zdaj izkoristila priliko, da povem prvič, da se mi zdi, da ta konferenca skozi leta zori v nekaj, en forum, kjer si lahko povemo tisto, kar si sicer ne moremo. Zato, ker nas navzven nihče ne posluša, deloma pa gre tudi zato, ker se srečamo različne stroke in lahko tudi na ta način eden drugemu povemo stvari, kaj si mislimo eden od drugih stroki, kje so tista stičišča. Tega mislim, da imamo sicer premalo oziroma ni neke posebne možnosti. Pandemija COVID-19, jaz večkrat v šali rečem, da za slovenski narod bi bilo bolje, da se vsaj 100 let ne ponovi, je pokazala, je nastavila ogledala marsikateri stvari, družbi v celoti, medicini, zdravstvu, skratka. Tudi medsebojnim odnosom med specialnostmi, moram reči, da je bila morda bistveno večji šok in presenečenje za specialnosti, ki niso tako zelo povezane z svetom mikroorganizmom, oziroma s tem dejstvom, da je človek del narave in da temu ne moramo iti, da te pandemije se dogajajo in da jih moramo v bistvu vsi zdravniki različnih specialnosti razumeti in v tistem trenutku, ko se zgodijo, sodelovati maksimalno, da lahko obvladamo vse to, kar je pravzaprav nam zaupano. Bolnike, recimo, ki so zboleli zaradi pandemije, pa tudi vse ostale. In to je bilo skozi pandemijo izjemno težko, ne bom rekla nemogoče, sodelovanje je bilo velikokrat tudi zelo, zelo dobro, ampak vendarle bilo je težavno. No in me veseli, da imamo danes 4 imenitne predavatelje, ki bodo osvetlili v bistvu te zdravstvene teme povezane s pandemijo vsak na svoj način. Jaz bi povabila k besedi najprej profesor Boruta Juga, UKC Ljubljana. Govoril bo o vplivu epidemije na oskrbo aterosklerotičnih žilnih bolezni v Sloveniji, čisto konkreten pogled ene specialnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala za to besedo. Moje predavanje bo mogoče manj inspirativno, pa bolj osredinjeno na številke. V zvezi s tem predavanjem nimam neposrednih konfliktov interesov, razen tega, da je, kot je profesor Bejovićeva že najavila, prihajam iz kardiologije in vaskularne medicine in bo moj pogled osredinjen na to. Zdaj, kako je vplivala epidemija COVID-a na oskrbo srčno-žilnih bolnikov? Del smo zdravstvenega sistema, ki se je reorganiziral, prestrukturiral, moral preusmeriti zelo promptno. Naši bolniki so se s temi izzivi dostopa, ki vključuje dostopnost, ampak tudi strahove pred okužbo in neposredne stike, specifične izzive, določene bolezni, kot so recimo venski tromboembolizmi, povečane tveganje za aterotromboze. Več takih pacientov smo gledali. Ne pozabimo na izobraževanje. Mi smo morali predrugačiti izobraževanje zdravnikov, mladih zdravnikov in študentov, ki vendarle potrebujejo nekaj pridobiti izkušnje in pa seveda raziskovanje in razvoj. V tem delu se bom pa jaz fokusiral predvsem na to, kako je v številkah vplivalo pandemija COVID na prestrukturiranje strokovne oskrbe. Nekatere paciente vi lahko pokličete po telefonu, bolnike z napredovalnim srčnim popuščanjem pa ne. Njih morate videti, klinično pregledati. Zgodil se je nek premik od preventivne k akutni oskrbi, časovna intenzivnost oskrbe se je povečala, prostorska prilagoditev oskrbe je bila ob tveganju za okužbo potrebna. Tako da jaz bom tukaj šel skozi učinke epidemije, pa kakovost oskrbe glede na baze podatkov, ki jih imamo na voljo. Če grem zelo hitro, akutni koronarni sindrom pomeni, da je najpogosteje aterosklerotična žilna bolezen zamašila arterijo in potem imamo zelo stereotipni način zdravljenja.
revaskularizacija, ki je potrebna takoj v primeru akutnega dogodka oziroma po presoji v primeru kronične zapore in potem preprečevanje dolgotrajnih posledic aterosklerotične žilne bolezni. Skrbna sekundarna preventiva z zdravili, ki so zelo točno določena v skladu z smernicami, življenjski slog, mediteranski tip prehrane, opuščanje kajenja, redna nadzorovana vadba in obvladovanje tipičnih dejavnikov tveganja. Ta del v analizi kakovosti imenujemo proces in če so vsi procesni kazalniki ustrezni, se izboljšajo izidi. Zdaj, v Sloveniji imamo baze podatkov o hospitalizacijah in za analizo smo uporabili vse bolnišnične epizode, ki se nanašajo na akutni koronarni sindrom, pa tudi na druge aterosklerotične žilne bolezni. Imamo tudi bazo zdravil. Vsak pacient, ki na kartico dvigne zdravilo, mi lahko sledimo, ali je to zdravilo dejansko dvignil in s tem vidimo, ali so bila pravilna zdravila predpisana, seveda anonimizirano in spremljamo umrljivosti in hospitalizacije. Projekt je bil od 2015 do 2021. Mi smo izkoristili ta projekt zato, da smo lahko videli, kakšne so bile spremembe pred epidemijo COVID in po njej. Največ je bilo seveda koronarne srčne bolezni, okrog 44,000 bolnikov, možgansko-žilne bolezni, naplestene karotidne arterije, embolični dogodki pa periferna ateroskleroza. Mi smo primarno gledali, ali je dejstvo, iz katere občine prihajate oziroma iz katere bolnišnične prihajate, povezano s tem, kakšno je vaše tveganje za umrljivost, ali je vaša oskrba ustrezna. In v bistvu vidimo, da pri vseh aterosklerotičnih žilnih boleznih je ne glede na bolnišnično zdravljenje približno enaka umrljivost, je pa seveda večja umrljivost v Prekmurju, ki je za srčno-žilne bolezni že samo po sebi obremenjujoča regija. Kako je pa epidemija sama vplivala, smo pač pogledali z tehniko iz ekonometrike. Mi imamo lahko recimo večanje hospitalizacij, potem pa pride nek dogodek, kot je bil izbruh pandemije COVID, ki spremeni način oskrbe, pa spremeni raven oskrbe, kar lahko pravzaprav tudi statistično modeliramo. Pri koronarni bolezni vidimo, da kronični koronarni sindromi so bili razmeroma stabilni, se pravi, pacient, ki je imel stabilno anginopektore, sprejet v bolnico, je bil vrsto let, število teh pacientov je bilo relativno stabilno. V prelomni točki marca 2020 sta strmoglavila tako akutni koronarni sindromi kot kronični koronarni sindromi. To je zaskrbljujoče. Imamo več akutnih koronarnih sindromov s temi, ki ga diagnosticirate na terenu, z EKG-jem, lahka diagnoza, in pri teh v bistvu vidimo, da skladno z epidemiološkimi trendi je padel in ni COVID prinesel nobene spremembe. Se pravi, za s temi bolniki je bilo v Sloveniji takrat dobro poskrbljeno. Popolnoma drugače je bilo pri nas s temi, tlele rabite še laboratorijsko diagnostiko, ki se običajno izvede v urgentnem centru in tle je zaradi zadržkov, zaradi obremenjenosti, zaradi drugih vidikov zaskrbljujoča številka padla. In podobno velja za nestabilno anginopektoris, ki je še bolj zaskrbljujoča diagnoza, bolj kompleksna diagnoza za postaviti. Skratka, pri s temi bolnikih nismo imeli razlike, medtem ko pri nas s temi 21 bolnikov na mesec smo izgubili nekje izven zdravstvenega sistema in pri nestabilni anginopektoris 28 bolnikov, se pravi zaskrbljujoča številka. Podobno vidimo pri drugih oblikah ateroskleroze, jaz bi opozoril mogoče tlele na periferno aterosklerozo. To so bolniki, ki so stabilni, po domače rečeno lahko počakajo, med epidemijo so strmoglavili in potem se je število sprejemov znova začelo zvečevati. Tele so veliko bolj zaskrbljujoče. To so pa napredovale kritične iskemije, ki napredujejo v gangreno in tlele bi človek pričakoval, da se zadeva nadaljuje lepo navzdol, medtem ko so kar naenkrat narasle. Se pravi, nismo jih ujeli pravočasno v stabilni fazi in se je povečalo posledično številka bolj resnih bolezni. Umrljivost v bolnišnici zaradi infarkta se sicer ni izrazito zvečala, pri drugih aterosklerotičnih žilnih boleznih pa vidite, da pravzaprav sledi tako imenovani presežni umrljivosti. Tlele je tisti val, ki se je začel nekje oktobra 2020 in nadaljeval 2021 in je povzročil signifikantno spremembo. 30-dnevna umrljivost je tudi posledica, pa je bila že signifikantno povečana pri bolnikih s temi. Se pravi, ne glede na to, da se je število infarktov, ki so prišli v bolnišnico, ni zmanjšalo, se je njihova 30-dnevna umrljivost povečala, zaradi tega, ker se verjetno ambulantni sistem na to ni prilagodil.
Pri posegih, se pravi to, kar je treba arterijo akutno odpreti, je sistem, so se bolnišnice reorganizirale tako, da je to nemoteno teklo. In tukaj le vidimo, da ni nobene razlike, medtem ko pri ostalih oblikah ateroskleroze je takoj ob izbruhu epidemije število posegov padlo, ampak je potem približno nadoknadilo v tisti trend, ki je bil pričakovan glede na predepidemične. In najbolj zaskrbljujoč del, sekundarna zaščita zdravili, vsa zdravila, ki bi jih pacienti morali dobiti, trend je naraščal, kakovost oskrbe dejansko je naraščala do epidemije COVID, ko se je trend nažalost obrnil. Zato smo mi pogledali še z drugega vidika, mi tudi spremljamo kakovost oskrbe recimo na področju kardiovaskularne rehabilitacije. Pacienti po infarktu, ki se udeležijo programa kardiovaskularne rehabilitacije, imajo manjšo umrljivost in manjše število zapletov kot tisti, ki se ne. Tukaj smo v Sloveniji od leta 2017 uspeli organizirati več ambulantnih centrov, 7 se jih je odprlo. Zaradi epidemije COVID-a nismo uspeli pokriti cele Slovenije, to je sicer eden od problemov. Uspeli smo dvigati število rehabilitiranih bolnikov seveda do COVID-a, ko je številka abruptno padla. Imamo pa tudi spremljanje kazalnikov kakovosti. In tlele so druge kazalnike kakovosti, koliko pacientov izboljša zmogljivost, koliko pacientov ima urejen lipidogram, koliko pacientov ima urejen krvni tlak, koliko pacientov je čezmerno težkih. To je smisel rehabilitacije in s podobno metodologijo v bistvu vidimo, da se je delež ljudi, ki imajo indeks telesne mase pod 30, se pravi delež ljudi, ki niso debeli, je lepo naraščal, to je bilo zaželeno do COVID-a, potem se je pa obrnil, se pravi, debelost je začela naraščati pri bolnikih po infarktu. Urejanje holesterola v bistvu sledi nekim asimptotičnim trendom, ki niso bili toliko pomembni, medtem ko delež zdravil tudi z registra, z kliničnega registra zaznamo, da je bil manjši, podobno kot iz administrativnih podatkov. Krvni tlak slabše urejen, vztrajno kajenje je poskočilo ob COVID-u v populaciji in začelo naraščati, kar ponazarja tisto, kar se je pravzaprav v Sloveniji zgodilo. Imeli smo ugoden trend, ki je šel navzdol, pa hop gor in narašča. In seveda zdravjem povezana kakovost življenja, ki je pri pacientih strmoglavlja. Zaradi te zdravjem povezane kakovosti življenja smo kot tretji vidik pogledali še, kaj pa pravzaprav pacienti doživljajo. Pacienti, ki pridejo v stik z zdravstvenim sistemom in v času COVID-a. Vzeli smo 2 centra, 100 bolnikov približno, enega v Ljubljani, ki je pač univerzitetni center, urbana regija, pa majhno kardiovaskularno breme, ta drugi pa v Prekmurju, kjer je manj urbani center, pa večje kardiovaskularno breme, kot rečeno največja umrljivost. Najdli smo vprašalnike, kako pacienti doživljajo COVID, kakšen stres imajo zaradi COVID-a, kakšno anksioznost imajo zaradi COVID-a in kakšno obsesijo imajo recimo s preverjanjem poročil in podobnih stvari, pa še psihologinje ste naredili kvalitativni intervju, da nam povejo pravzaprav, kaj sodijo. Kot rečeno, 109 bolnikov, malo razlike je bilo med Mursko Soboto in Ljubljano, več dislipidemije, več debelosti, več hipertenzije v Murski Soboti, pa manjša stopnja izobrazbe, pa socioekonomskega statusa. 2 stvari, oziroma 3 so ven udarile. Recimo pri anksioznosti je 60% pacientov bilo je doživljalo stres tako za strahom pred neželenim učinki cepljenja kot strah pred morebitno okužbo s COVID-om. Se pravi, tlele smo že zaznavali tisto, kar se je pol v splošno populacijo prililo. Veliko bolnikov je imelo težave oziroma strah pred okužbo in veliko bolnikov je imelo težave s spanjem. Pri kvalitativnem delu pa so bili tisti faktori, ki so gledali, a pacient gre v zdravstveni sistem, a pacient pride, zaupanje v zdravstveni sistem, zaupanje, da bo v ambulanti, na rehabilitaciji, v bolnici, v kateterskem laboratoriju poskrbljeno za njihovo varnost, zaupanje oziroma osebna odgovornost, koliko pravzaprav sami naredijo za zaščito, status COVID-a, če so bili cepljeni prebolevniki in pa seveda preventivne oziroma ugodne izkušnje v stiku z zdravstvenim sistemom. Namesto kako naprej bom jaz zaključil bolj z iztočnicami za diskusijo. Soočamo se z izgorelostjo zdravstvenega sistema. Izgorelost vodi v 3 karakteristike pri človeku, recimo izčrpanost, cinizem pa neučinkovitost.
Za izčrpanost si ne moramo privoščiti, da ne bi sprejemali pacientov, ker se jih čedalje več iz tistih časov vrača. Cinizem je to, kar zaznavamo tudi v družbi, ta diskurs nezaupanja v zdravstvene inštitucije in pa neučinkovitost, o kateri pač pravzaprav razpravljamo ves čas. Zdaj, potrebno je okrepiti predvsem preventivne. Videli smo, da invazivni del, hospitalni del je v redu funkcioniral, zanemarili smo predvsem preventivni del, ki je pa ne nazadnje tudi povezan z določenimi zvečanimi tveganji in pa celovitejši pristop. Veliko dejavnosti se je med epidemijo premaknilo iz hospitalnega dela v ambulantnega, zaradi organizacije, zaradi stikov, zaradi drugih vidikov, ampak ambulantna dejavnost vsaj v Sloveniji je podcenjena. Govorim finančno, govorim strokovno, govorim v vseh ostalih vidikih, ki pa vendarle lahko zmanjša določeno breme hospitalnih obravnav. Krepitev dostopnosti kakovostne invazivne obravnave, pa samo da zaključim z malo bolj optimističnim. Edina priložnost, ki smo jo mi doživljali kot pozitivno, je, da takrat v prvem valu, ko pacienti niso mogli priti, da smo se usedli na skrivaj med lockdownom za sestavo sistema telerehabilitacije. Pacient pride enkrat v bolnico, mi mu damo v računalniški sistem program vadbe, program spremljanja, to se naloži v njegov ali pa njen telefon in preko monitorja lahko to spremlja in s tem upamo, da bomo vsaj del zdravstvenega sistema razbremenili. Tako da jaz bi s tem končal pa pravzaprav za izjavo Alberta Einsteina, da intelektualci tlele rešujemo težave, ampak geniji jih preprečujejo. Hvala lepa. Hvala lepa za res imenitno predstavitev, konkretno z izračunanimi posledicami. Lepo prosim za diskusijo. Ja, prosim. Najlepša hvala. Sem kanalec Vera, verjetno me vsi poznate po imenu, po priimku. Nisem anticepilec, imam 4 otroke. Vsi 4 so redno cepljeni, kljub temu, da je prva hčera dobila levkemijo po cepljenju. Jaz imam zdaj tu samo eno vprašanje za vas glede statistike. Jaz sem bila zdaj že tudi 2 dni na tem tudi konferenci Nacionalnega inštituta. Ravno tako so narejene zelo lepe statistični te podatki. Mene pa zdaj nekaj drugega zanima. Recimo, statistika je ena, ko pa ti deluješ v 5 društvih, si na tom telefonu, voziš starejše preko prostoferja Rdečega križa v bolnice, bom jaz zdaj vprašala tisto, kar ne bi smela vprašati in o katerem se ne govori. A ste vi mogoče delali statistiko vseh teh mladih, zdravih, umrlih po cepljenju z infarktom? Mladih po cepivu, ne da so bili prej bolni in tako naprej. Bom povedala še to, moja vnukinja hodi po svetu, je pač svetovna prvakinja v balinanju in ima ogromno prijateljev, ki jih je izgubila v 3 letih več kot 40 in to mladih, starih od 14 do 22 let. Zato me zdaj to zanima, ker obdukcije so pa pokazale, da je bilo to pač v zvezi s cepivom. To me samo zanima. Vem, da se ne sme vprašati, vem, da se ne sme govoriti, ampak kot mati bi pač rada vedela, kako je okrog tega. Hvala lepa. Te statistike mi nismo delali, je pa tako, da vidimo presežno umrljivost v času COVID-a, ko je bil COVID. Tle je bil COVID problem, ne cepljenje. COVID je poveča tveganje za strdke, tveganje za aterotrombozo. Kasneje, kolikor imam jaz podatke, profesor Bejovičeva me popravite, je bil 1 milijon plus, oziroma koliko je bilo odraslih cepljenih, 700.000 milijonov. 60%, ja. V tisti fazi ni zaznati nekega porasta infarktov. Ja, se zgodijo pri cepljenih, se zgodijo pri necepljenih, ampak v takšnih analizah to absolutno ne.
Ja. Verjetno, če je to prej izkuševalno cepivo, ker nam zdravniki nismo povedali, kaj bi morali, in da se ljudi ne sme siliti v cepljenju, tudi to imamo od Pfizerja od Moderne vse, tudi napisane nekatere stranske učinke, ampak so se ljudje kljub temu zaradi strahu, ne da ne bi počeli. Ampak je tak strah podan iz strani vlade, glede tega. In prosim, bodite pošteni sami sebe. In pač jaz vem, da če boste to izbrali, so povedali vaši pravniki, da potem lahko pride do toho. Ma ljudje, ki vam spustili, če bi rekli, gledajte, nismo vedni, nismo bili zavedeni. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam za ta komentar. Zdaj, če bi kdo še kaj dodal, sicer bi pa nadaljevali z naslednjim predavateljem, dr. Federico Potočnik, naš moj mladi stanovski kolega in infektolog. Nekaj besed, misliti slovensko zdravstvo, refleksija na reforme. Izvolite. Kratko in zanimivo obljubam. Ko sem razmišljal o tem predavanju, prva misel je bila ta, da sem počaščen, da lahko se pogovarjam o tem z vami, s kolegi, s svojimi profesori, starši, ki me spremljajo, Ata je dal celo naredil pauzo od ambulante, da nas tudi spremlja, tako da hvala vsem. Zdaj pa razmislek o tem po včerajšnjem dnevu, po včerajšnji debati je bila taka, da sem šel domov in sem predelal 3/4 predavanja, zato ker se mi zdi, da smo zadeli eno zelo pomembno točko, o kateri bi želel danes malo bolj govoriti. In jaz sem imel včeraj občutek, da čeprav je ogromno dobrih idej, niso vse v isto smer. In kot da vsak malo v svojo smer, kot je natrijska fibrilacija, kot ima fibrile, vsak po svoje, učinka pa čisto ni. Tako da jaz sem želel v tem predavanju, da mogoče skoncentriramo stvar na dve stvari, na dve ali tri in potem najdemo pot do tja. To je seveda rezultat razmišljanja dolgih let, predvsem zakaj okrog COVID-a, ker se je okrog COVID-a dogajalo toliko stvari pri nas, pač kot kliniki, ko smo to spremljali, koliko napak bi lahko takrat popravili, pa nismo mogli. Zakaj? Zato, ker je bila moč predaleč od izvajalcev. O tem bi želel, da malo več govorimo. Pa tudi, da veste, kdo se z vami pogovarja, oziroma kdo vam govori, dajmo vprašati en verodostojen vir in to je Facebook. Kaj Facebook pravi o meni? Prihajam iz Argentine, sem argentinski Slovenec, tretja generacija in sem se vrnil v Sloveniji kakšnih 20 let nazaj. In Slovenijo sem jo predstavljal na nek način, ki ni bila čisto taka, kot sem jo potem videl. In je potem mali otrok gre seveda v politiko, jaz bom pa svet spremenil. Tako da sem bil v podmladku Nove Slovenije, sem bil tudi predsednik podmladku Evropske ljudske stranke, ki ima 1,5 milijona članov, sem bil v vodstvu in potem sem odrasel, sem bil mednarodni sekretar Nove Slovenije, to se pravi neko politično življenje je bilo tu, se mi je zdelo, da ni bilo dovolj. Tako da je ta mali otrok potem šel v ZDA, odkoder sem se vrnil pred 2 mesecema, sem bil na Stanfordu, ko sem šel delati administracijo oziroma poslovne vede. Zakaj? Jaz mislim, da zdravniki imamo dolžnost, da, ker sistem dobro poznamo, da se naučimo ga tudi dobro upravljati. Nekateri so odlični upravljalci, ampak nam manjka ta formalnost in v ZDA je to precej bolj pogosto in mislim, da bi mogli malo več pri nas, naših mladih to delati. Me pa najdete tukaj v Splošni bolnišnici Celje, ne sicer v ta lepem delu, infektologi smo ponavadi od zadaj, v ta stari stavbi, ampak tukaj dela kot infektolog. In no, skratka, da gremo že na predavanje, ker sem obljubil, da bo kratko in zanimivo. COVID je bil čas za razmislek in v tem razmisleku je bilo nekaj takih, torej, zakaj do tega prišlo. In prva stvar je, zakaj smo v sistemu, kakršnem smo, je, da je posledica zgodovine. Prinašamo sisteme od drugod, ampak mi pozabljamo, to je nek zemljevid star, tam
sredina 16. stoletja, ne, mi smo bili del Avstro-Ogrske, pravzaprav Avstrije, tega dela, Ogrska ni bila del rimskega cesarstva, Svetorimskega cesarstva, zaradi tega imamo drugačne sisteme kot na zahodu in kot na vzhodu. Zato angleški sistem za nas ne prime, ker so veliki individualisti, na vzhodu so pa večji kolektivisti. Mi smo nastali v nekem humanizmu, ki je neka mešanica obojega. In to se vidi v sistemih, tudi v zdravstvenem sistemu. To se pravi, vidimo, kakšen je položaj človeka v družbi, vidimo talente, s katerimi mi odraščamo, s tem smo odrasli in dolžnost imamo, da te talente razvijamo. En bo zdravnik, en bo advokat, tretji bo delavec nekje. Skratka, kje je pa vloga države tukaj? Ali ti država pove, kaj boš delal, ali se država povsem umakne in ti skrbiš za vse sam, ali pa ti država pomaga na tvoji poti, ne pa da te nese. In to, zakaj preslikamo to v zdravstveni sistem? Zaradi tega, ker v zdravstvenih sistemih, kjer je individualizem visok, je izbira dobra in visoka oziroma velika. V takih sistemih, kjer se sistem odloča zate, izbire ni. In mi smo dolgo časa pristali v sistemu, kjer izbire ni bilo. To prenese seveda na osebno odgovornost in subsidiarnost. Subsidiarnost pa pomeni, da se stvari rešujejo na primerno visokem nivoju. To se pravi, če mi dva imava debato, ne bova šla na ustavno sodišče. Če mi dva skregala, bova šla do mediatorja, mi dva pogovorila, mediator in tako dalje. To se pravi, tisti nivo, ki ima najboljše kompetence, da stvar reši. Osebne odgovornosti seveda sama, to je samo po sebi umevno. Pri nas se je pa prepogosto dogajalo, da so bili drugi krivi. Kje se pa to preslika? V tem, da smo med COVID-om vedno iskali zelo natančna navodila in ko sem bil dežuren, se je od mene vedno spraševal, veš, ni stal 1,5 metra, ampak je stal pa 2 metra, je pa 2-krat zakašljal v levo, 1-krat pa v desno. In tudi nekdo, ki ima dovolj znanja, da se o stvarih odloča, je to odločanje prenašalo stran od sebe oziroma dajalo stran od sebe, zato ker ni bil vajen odločanja. To se ni dogaja samo pri nas, stari Grki so govorili o tem, mi bogovi nismo krivi za vaše tegobe pravzaprav. Skratka, in zakaj je ta zgodovinski pregled pomemben? Ker nismo pristali v tem sistemu, kjer smo vzali kar z lufta. Pred drugo svetovno vojno smo imeli zelo dobro razvit sistem zadružništva v Sloveniji. In tukaj se s profesorjem Gregoričem dobro strinjam, da recimo nabave v zdravstvu bi morali biti skupne. Ampak sta dve možnosti, kako priješ do skupnih nabav. Ali ti država reče, mi bomo to kupili in je to, ali se recimo neka skupnost zavodov ali pa neka bolnišnica odloči, da zaradi boljših cen in pogojev združi. Eno je, sam se odločiš in si močan, zato ker si se sam odločil, v drugi preprosto pač nimaš ne kot individuum, ne kot zdravnik, ne kot ustanova, nimaš vpliva. Po drugi svetovni vojni seveda izbire ni bilo, po osamosvojitvi pa smo se odvadili odločanja. In jaz pogrešam voditeljstvo ne samo v moji generaciji, v vaših generacijah, skratka v celem sistemu. Po 91, seveda, pasivizirano prebivalstvo, koliko ljudi čaka, da bo država skrbela za stanovanje, država skrbela za plače, država skrbela za vse. Jaz kot zdravnik ne morem odločati o svoji plači. Moja predstojnica mi ne more dati večjo ali nižjo plačo, mogoče kakšen procent ali 2%, ne vem, kdo je rekel včeraj. Dr. Remškar je poskušal recimo 2% gorva, ampak to seveda ne deluje. Sistem seveda majhnih sprememb ni dovoljeval in to tudi danes vidimo, tudi na ministrstvih. Nihče se ne loti reforme oziroma rečejo reforme in potem spremenijo napotnice, ukinejo zelo hitro ali pa dajo, ali pa bo ful hitro. Problem pa je, da izbire, ki jih mi delamo, potem so tisto, kar imamo. In mi, kar imamo danes, je posledica teh odločitev odprej. Tako da jaz imam dve želji. Recimo, da se mi prikaže zlata ribica, moja zlata ribica je škrta, nima 3 želja, ima samo 2. In če moram jaz 2 stvari izbrati, če bi jih lahko rešil, mislim, da te 2 se da relativno ne tako grozno težko rešiti, bi si izbral torej te 2. Prva je, da bi ni ravno ta prava beseda reorganizacija, ampak mogoče demonopolizacija. Veliko smo govorili o konkurenci in to je res prava beseda. Če ni izbire, ti ne moreš izbirati in ti skozi izbiro rasteš kot človek, skozi izbiro se učiš in nekako se razvijaš. Zakaj sem rekel mehanikov monopol? Zato, ker ljudje kasko zavarovanja dobro razumemo in mehanike dobro razumemo. Če se zaletiš, greš do mehanikarja, ti avto popravi. Če ti mehanik reče,
veste, kaj imam čakalne dobe 6 mesecev, vi se pa ne boste vozili 6 mesecev, bo šel do naslednjega mehanikarja. Ne? Jaz še nisem videl nobenega, ki bi na popravilo avta čakal 6 mesecev. In če ta sistem deluje, če nihče ne čaka pol leta na popravilo avta, zakaj na menjavo kolka čakaš več let? Trg zavarovalnic, to je jasno, vsem nam jasno. Ampak jaz to izpostavljam zato, ker mislim, da je to predkorak, ki bi omogočil veliko drugih stvari in marsikatero tudi samo od sebe rešil. S tem, da bi bila izbira, da bi lahko bolnišnice sklepale pogodbe z zavarovalnicami in bi tudi konkurirali. Zavarovalnice bi kar naenkrat imele torej željo oziroma bi se motivacijo, da ste incentiv tako, da so boljše, da je pacient na boljšem, trenutno tega ni. In sem rekel repurpose, to je dati nov smisel ZZZS-ju, ker mora biti regulator, mora biti nekdo, ki skrbi za košarico in nekdo, ki skrbi za to, da če ima nekdo raka, da ne bo zavarovalnica rekla, ja, veste, mi pa tega ne krijemo. Ta druga stvar je pa decentralizacija vodenja zdravstvenih ustanov. Ali so to zdravstveni domovi, ali so to bolnišnice, trenutno konkurence med bolnišnicami ni. Idealno bi bilo, da bi imeli dežele in dežele med sabo bi konkurirale, ampak če jaz sem na urgenci, če jaz imam pacienta, ki pride k meni, pa če jih imam 10, če se pa teh 10 pacientov odloči, da gre pa se vozili v Slovenjgrad na urgenco, jaz sem vesel, ker ne rabim gledati. Pa lahko recimo zaključim tiste paciente, ki sem jih pregledal. Jaz nimam motivacije, da gledam več pacientov. Moja plača se ne spremeni, če gledam več ali manj pacientov. In etični pogon, ja, deluje in ga imamo. Ampak etični pogon je na preizkušnji, takrat, ko je človek pod stresom in to se dogaja dolgo leta. In potem šibka vloga vodi. Zakaj moja predstojnica ne more odločiti, koliko specializantov bomo mi vzeli na oddelek? Zakaj je to odvisno od 3 drugih inštanc? Zdaj je prišel ven razpis specializacij, za zobozdravstvo so 4 specializacije. 4. In če rabite ortodonta, pa da ne, pa če rabi kakšen vaš znanc ortodonta, v Ljubljani ga dobi leta 2029. Ampak neč skrbeti, v Gornji Radgoni ga dobi leta 2027. Ampak 4 specializacije. No, in če bi bilo to v domeni tistega, ki to izvaja, bi se to hitro rešil. Ampak ker je pa toliko v nivoju odločanja in če se izvajalec ne more odločati, to potem šepa. Nagrajevanje po meritokraciji, to je tudi jasno. Problem pa je v tem, da če meritokracije ni, nastanejo način nagrajevanja, ki so parameritokratični. Nastane klientelizem, korupcija in trgovanje z uslugami, ker če ti nimaš nagrade za to, da si boljši, ja, pomoč pa neko nagrado nekje dobiti. In to se naravno vzpostavlja. In subsidiarnost spet, da se stvari rešijo na najnižjem možnem nivoju, ki je še učinkovit. Tukaj je pa en moj, ga ne poslušam ravno, ampak je pa ta njegova fraza power to the people. Zato, ker dejansko z raznimi decentralizacijami delaš človeka močnejšega. In ko je človek močan in center šibek, niso vsi odvisni od centra in potem ne rabi vsi vedeti, kdo je minister za zdravje, kot recimo v Avstriji, kot je bilo včeraj rečeno, da pač ne vejo, kdo je. Ja, tukaj pa mi komaj čakamo, da vemo, kdo je, da vemo, da pač ne bom mogel nič narediti. In tukaj, ko sem razmišljal o tem, kako do tega prideti, ker to so stvari, ki že vemo, to nisem ničesar novega povedal, ampak kako pa to narediti? Jaz mislim, da tukaj nam pomaga, ker zlate ribice ni, kaj lahko naredimo mi, to je, kako do tega prideti. In jaz mislim, da nam Stanford lahko nekaj ponudi za eno tako precej smešno tradicijo. V Amerika ni tako stara, nimajo tisočletnih tradicij, imajo pa eno tradicijo, ki se imenuje fountain hopping. To je skoraj bedasta stvar, ampak je zabavna, da se hodi po teh fontanah, po teh vodnjakih, ki so po univerzi in se pač skače po leti. In to je to in se snemaš in to greš po vseh in nekako izpolnjuješ kot skratka, da si na vseh bil. Kaj pa je zanimivo, to je en vodnjak, tak bolj okroglast, in je tak primiral. Ampak, če pa začneš noter, če gre en človek noter, pa začne okrog teč, poskuša narediti en whirlpool, en vrtinec, hvala. In bo bravo kar nekaj časa. Ampak, zdaj pa, to je pa
Če pa več ljudi to dela, se pa vrtinc naredi in se potem lahko spustiš in greš. Če en od nas nekaj reče, se bo zgubil. Ampak če vsi rečemo isto, če uporabljamo iste ideje, oziroma če se zmenimo in zedinimo okrog idej, ki so nam pomembne, in vsi govorimo isto, vsak na svojem koncu, se bo naredil vrtinc. In bomo potem lahko bistveno lažje šli skozi ta sistem, ki se bo vrtinc nas bo sam pelal. In ne bo treba vsakič začeti na novo z istimi pogovori, z istimi vprašanji, ker bi bili vsaj ne na prvi stopnički, ampak na drugi. Toliko se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki mislim, da jo lahko naredimo, da se zedinimo, da imamo take sklepe konference, ki razdelimo in delamo na tem, da se te stvari, o katerih se zedinimo, vsak potiska na svoji strani, ne? Da vsaj govorimo ne 10 ali 20 strani, da ni ravno fibrilacija, ampak da ti se 2-3 stvari ali pa 4, lahko je to, lahko je kaj drugega, ki se zedinimo, vsak na svojem poskuša, toliko imamo vsaj več šans, da se ta vrtinc naredi. Toliko z moje strani, hvala lepa. Če imate kakšno vprašanje. Hvala lepa za tole razmišljanje in tako prijazno, prijetno motivacijo. Lepo prosim, profesor Gregorič. Prvo, zelo lepo predavanje. Drugo, čestitam na Stanford. Tretje vprašanje je, kaj pričakujete, da lahko iz Business School of Stanford, ki je ena najbolj prominentnih inštitucij v Ameriki za biznis, prenesete v Slovenijo v vodstvene kadre? Dve stvari. Ena je upravljanje večjih sistemov in ta druga, ki mislim, da je še najbolj pomembna, da bi čim več zdravnikov moralo iti na neko biznis izobraževanje. Vi imate MBA, ampak v Sloveniji ni navada, da bi zdravnik poleg svoje specializacije, poleg raziskovanja, poleg še 100 stvari se ukvarjal z upravljanjem sistema. Ampak še vedno v večini upravljamo ta sistem, vendar ga to delamo suboptimalno. In potem se govori v javnosti, da je pa prav, da prevzamejo drugi kadri. Jaz mislim, da to ni prav. Da zdravstvo mora voditi zdravnik. Cleveland Clinic je physician-led, to se pravi vsi, ki so v vodstvu Cleveland Clinic, so tudi zdravniki in mislim, da je tako prav. To vodenje, ta del vodenja nam v Sloveniji manjka, čeprav to ne pomeni, da so zdravniki slabi v vodenju in so odlični, ampak bistveno bi dvignili nivo tega upravljanja našega sistema, če bi sistematično pošiljali mlade, ki upravljanje sistema zanima, ven ali pa na kakršnokoli šolanje dobro, da lahko pridejo nazaj in vsaj pridejo z določenimi idejami, kako se kakšna stvar naredi. Bom samo eno anekdoto tukaj, zelo kratko sem bil v svetu ene bolnišnice večje in se je prijavil za pozicijo generalnega direktorja, to se pravi ne Chief Medical Officer, ampak je bil CEO in se je prijavil gospod, ki je rekel, ki ni imel nobenih vodstvenih, nikoli vodil takšne bolnišnice, je pa rekel, je bil pa kirurg, pa je bil profesor kirurgije, je bil odličen kirurg in predaval na univerzi in tako dalje. Ko sem ga pa vprašal, kakšne so pa vaše kompetence za vodenje, torej ne kirurškega, ampak finančne in tako dalje, je rekel, ja, knjige berem na to temo. Temu se hočem izogniti. Hvala. Jaz imam podobno vprašanje, ker sem jaz študiral na Harvardu, sem videl, da je tam zdraven, moja šola je bila Graduate School of Public Health. Isto ima Stanford Graduate School of Public Health, kjer te velike bolnice furajo tisti, ki se spoznajo na zdravstvo in ekonomijo in sem vesel, da bomo ekonomistko, ki se tudi na zdravstvo pozna, naslednjo ministrico. Jaz sem mojega sošolca na MIT, na doktorskem programu, Erik Hansen. Njegov oče je bil eden od glavnih svetovalcev ekonomskih Johna F. Kennedyja, ko so pa Kennedyja ustrelili, je bil pa 25 let direktor Stanford Hospital, ki je tako kot Harvard Hospital, en najboljših na svetu. Tako da jaz vam čestitam, da ste šli na Stanford in imam še isto vprašanje, kaj ste se največ naučili, da boste lahko prispevali v Sloveniji, kar se tiče združitve menedžerstva in zdravstva. Hvala. To zelo na hitro, ne gre za en pogled, za eno stvar, ker če bi šlo za en ukrep, bi se dal z Googla prepisati. Gre za pogled, ki ti ga dajo skozi določen čas in način razmišljanja, kako se lotevaš vsakega problema. To
to ni neka grozna znanost, ne? Ampak s tem, da se s tem 1 leto ali pa 2 leti stalno ukvarjaš, dobiš grif. Ne? In jaz mislim, da je ta celostna izkušnja tisto, kar pomaga. Ni samo ena stvar, ki bi rekel, ja, to pa znam in zdaj bom pa jaz to prišel. Večina teh stvari se da pogooglati. Ja. Okay. Hvala lepa. Hvala lepa. Mogoče, če dovolite, še eno vprašanje. Kaj se vam pa zdi od tega, kar ste se v Stanfordu naučili, možno prenesti v Slovenijo, glede na našo kulturo? Kulturo mislim tudi te politične razmere, ki jih imamo, saj to je eno in isto. V zdravstvu bolj malo. Stanford Hospital je čudovit, ampak način, kako oni upravljajo s pacienti, kako upravljajo z sistemom, to bodo drugi vedeli, ki delajo v tem sistemu, jaz sem ga samo izkusil. Ameriški pacient je bistveno drugačen od slovenskega, ta navezanost na to čakanje na navodila, mislim, da je ena taka stvar, kjer bi lahko delali, da bi bili pacienti bolj opolnomočeni, da bi tudi sodelovali, ne samo pri zdravljenju, ampak nasploh v družbi. Jaz mislim, da če ta del strani pacientov, mislim, da bi bil dober. Čisto kratko že, ne samo kaj lahko prinesemo, bolj se meni poraja vprašanje, kako to naredimo. Kako to naredimo? Kako se vsi združimo, da lahko to naredimo v Sloveniji? Hvala lepa. Ja, opolnomočimo paciente, ne, to je en taka lahko ena naša, tako, ja. Opolnomočimo paciente, pacient je naš neposredni partner, vse ostalo je samo pomoč in podpora. Hvala lepa. Nadaljujemo z bolj konkretno medicinsko temo. Vabim profesor Tatjano Lejko Zupanc, predstojnico infekcijske klinike v Ljubljani, mojo predstojnico za naslednje predavanje. Izvoli. Hvala lepa. Saj ne vem, če bi ga sploh imela, ker je bilo toliko modrih besed izrečenih, mi smo pa zdaj spet nazaj na vsakdanjih problemih infektologije, ki je beda, ki je najbolj nastradala, bi rekla, med epidemijo covida in se še zdaj pobira. Upam, da bom lahko pokazala nekaj razmišljanj v zvezi s prihodnostjo infektologije in nalezljivih bolezni. V preteklosti pravzaprav ne bi več, ker vsi to dobro veste. Še tudi ne vem, kako se to premakne. Tole so moje konflikti. Potem, če malo pogledamo v preteklost, vsi dobro veste, zlasti tisti, ki se morda malo amatersko zgodovino ukvarjate, da je človeštvo dobesedno povezano z nalezljivimi boleznimi, da so nalezljive bolezni imele izredno pomembno vlogo pri posameznih pomembnih dogodkih zgodovine, da imamo vsi v sebi strah pred okužbo. Če bo nekdo 3-krat zakašljal še pred covidom, smo se bali, zdaj pa še 5-krat bolj, da še vedno predstavljajo nalezljive bolezni oziroma okužbe vodilni vzrok smrti. Taki so tudi podatki Svetovne zdravstvene organizacije. In še nekaj, v zadnjih letih, odkar se jaz ukvarjam, sicer ni 50 let, ampak ne dosti manj, za medicino se je bilo odkrito več kot 40 popolnoma novih patogenov, povzročiteljev, ki lahko sprožijo težave. Zdaj, to je zgodovina, to je bila epidemija polija leta v 50-ih letih, začetek umetne ventilacije, takole je pa izgledala naša intenziva v UKC Ljubljana na vrhuncu epidemije. Vsakemu je jasno, da so bili pogoji manj kot idealni, vendar smo s velikim trudom in z zavzetostjo obvladovali stvari in nekako pripeljali ta vrhunec epidemije na konec. To je pa slika, ki mi je bila izredno všeč iz zgodovine. Tole je vrsta za cepljenje proti črnim kozam v Trstu. Ko je bila v Jugoslaviji epidemija črnih koz, če govorimo o posledicah cepljenja proti covidu, bi se morali predvsem vprašati o posledicah cepljenja proti črnim kozam, ki je bilo bistveno bolj nevarno, ampak ljudje so se tako bali, so bili tako prestrašeni, da so se vseeno hodili cepiti.
No, takole so izgledale številke, s katerimi pravzaprav vidite, da Slovenija je na momente vodila glede novih primerov na 100.000 prebivalcev, vendar je tudi mogoče o tem možno še debatirati, kajti mi smo dobesedno večino bolnikov, ki so bili klinične znake, tudi dokazali. Skratka, to so bili dokazani primeri, v marsikateri državi so bili težave s testiranjem, nekje so bolniki dobivali zdravila kar po telefonu, skratka, kjer jih imamo mi evidentirane, te so res dejansko bili tisti, ki so imeli težave. Covid je živo bitje, ta virus, in tudi če piše še tako v medijih in na televiziji in ne vem kje, da ga ni več, še vedno je prisoten in se tudi nada in spet narašča število primerov, tako kot smo seveda pričakovali za vse respiratorne viruse, ki se pojavljajo v zimskem letnem času. Zdaj, kaj je bilo med epidemijo tisto, kar je bilo po eni strani dobro, po drugi strani nas je pa tudi kar lahko zelo motilo. Imeli smo kar veliko na voljo hitrih in točnih informacij, zraven pa za vsako točno informacijo veliko komentarjev, praznoverja, fake informacij, z različnih mnenj, ki je nekdo nekaj prebral, pa je potem to naprej širil, ker sploh ni imelo prave znanstvene podlage. Imeli smo dobro, hitro, natančno diagnostiko, povsod so bila dostopna, brezplačno, če se spomnite pred covidom, če si rabo kakšen članek s PubMeda, se dostikrat mogel tudi kar plačati, oziroma prositi lepo knjižnico, da je ta članek pridobila. Zdaj večina teh člankov dostopnih, žal pa tudi tisti, ki so tako zvani peer review članki, niso vsi dobri, so bili prehitro objavljeni in vsebujejo v sebi lahko tudi kakšna zrna neresnice. Zelo veliko smo se naučili, veliko tudi v zvezi z drugimi boleznimi, to znanje bo pomembno tudi kasneje. Imamo cepiva, jih je bilo zadosti, so tudi varna, ne glede na vse, kar smo danes slišali. Našli smo nova zdravila, eksperimentalna zdravila, nove poti, ker se infektologija z njimi ni tako zelo srečevala in to naenkrat zdaj na tem slajdu izgleda zelo enostavno, vendar je bilo zelo daleč od tega. Zdaj, istočasno se po vsaki epidemiji dogaja paralelna socialna epidemija in vse, kar smo do zdaj smatrali, da je v redu, vse inštitucije, vse interakcije, vse postane en problem, vse postane problematično. V bistvu je tukaj naenkrat so eksponirane korenine socialnega reda in če nimamo socialnega sporazuma, če mi nimamo socialne mreže, če mi nimamo v družbi prave kulture, potem nas nobeno ne zdravilo, ne ukrepi, ne nič pravzaprav ne more rešiti. Kaj bo pustila ta epidemija? Ena cela generacija se jo bo spominjala in potem naslednja generacija jo bo pozabila, tako kot smo pozabili pandemijo influence, ki je pobila 70 milijonov ljudi in to se danes ne zdi nobenemu nič kaj posebnega. Bo pa velik izziv, da bomo zgradili neko novo normalno stanje, ki bo morda bolj delovalo za več ljudi kot prej. Zdaj, kaj mi zdaj pravzaprav hočemo za našo stroko, ki je reva Boga se 3 leta ukvarjala z enim samim patogenom, a ne, veste pa, da je na tisoče patogenov, s katerimi bi se pravzaprav morali enako intenzivno ukvarjati. Pričakujemo, da bo prej ali slej še prišla nova epidemija, ker je to pravzaprav aksiomsko dejstvo. Sam, če se bomo mi za vsako epidemijo obnašali, da to se je pa zdaj tako presenetilo, to je pa zdaj popolna nevihta, mi smo čisto nemočni, potem smo že zdaj izgubili pravzaprav bitko. Vemo, da so te izbruhi neizogibni in to, kar smo zdaj doživeli, moramo izkoristiti v pozitivnem smislu za pripravo na naslednjo, kadarkoli pa že bo.
In tukaj je ena od stvari, kamor je treba pozicionirati infektologijo v sistem enega zdravja, ki je eno zdravje pravzaprav koncept, podlaga za neko globalno strategijo obvladovanja problemov zoonoz. Praktično vsi izbruhi zadnja leta ali pa desetletja, če hočete, imajo izvor okužbe v živalskem svetu. Mi pa z našimi posegi v ekologijo živali pravzaprav naredimo to, da se vektori, da se prenašalci, da se virusi in še kaj drugega iz tistega okolja živali prenesejo na ljudi. Seveda ta koncept enega zdravja so zdaj seveda razširili še na obvladovanje protimikrobne odpornosti, na trajnostne vire hrane, na preprečevanje kroničnih bolezni in pa seveda na to, da živimo v vedno bolj onesnaženem okolju. Vse to, kar doživljamo v pojavu novih zoonoz, kaže na neizogibnost novih globalnih epidemij. No, omenila sem že protimikrobno odpornost, a je epidemija, ki je vplivala na to, nedvomno vplivala na to. Prvo so bili zdravstveni sistemi obremenjeni in so se določeni ukrepi, ki sicer preprečujejo širjenje odpornih bakterij, nehali uporabljati oziroma niso bili izvedljivi. Mikrobiologija je testirala COVID, ni imela časa testirati na odporne bakterije. Enoposteljne sobe so bile vse zasedene, ne z enim bolnikom, ampak kolikor jih je pač bo splačalo sobo. Kaj z smotrno rabo protimikrobnih zdravil bom še povedala. Vsekakor so se protimikrobna zdravila kar veselo predpisovala, za vsak slučaj dostikrat, in dobro uveljavljeni programi, ki se ukvarjajo z konzerviranjem antibiotikov, so pravzaprav nehali funkcionirati. In ker nismo imeli orodij, oziroma ljudje, ki so zdravili te bolnike, niso imeli dobrih orodij, se je seveda dogajala tudi nepotrebna raba antibiotikov. To je pač eden od člankov zanimiv. Dogaja se to v Italiji, kjer so ugotovili, da so seveda bolniki na COVID oddelkih imeli bistveno večjo pogostnost odpornih bakterij, to so pa pripisali infektologom, kajti infektologi radi delamo mikrobiološke preiskave, drugi specialisti pa morda ne tako in so bili mnenja, da je verjetno bila ta razlika tudi malo na račun tega, bili so pa to tudi zelo komorbidni bolniki, večkrat hospitalizirani z oslabljenim imunskim sistemom. No, kar se covida in antibiotikov tiče, je zelo dostikrat klinično praktično nemogoče ločiti, a gre zdaj samo za COVID pljučnico, ali gre tudi za pridruženo okužbo. Te so pa lahko pridobljene doma ali v bolnici in dostikrat seveda mu predpišemo antibiotik, zato ker mislimo, da ima pridruženo bakterijsko okužbo. To so podatki raziskave, ki je sred vrha epidemije upravljala profesor Bejović, glede prevalence uporabe antibiotikov in vidite, da pravzaprav je za začetek antibiotičnega zdravja so vsi udeleženci večinoma smatrali, da je bila pomembna klinična slika. Sami pa vemo, da so klinične slike dostikrat precej vrljive, vsaj kar se tiče etiologije bolezni. Večinoma so ocenili, da je treba pokriti atipične patogene. Jaz mislim, da je to upravičilo za masovno rabo azitromicina, ki se je uporabljal kar tako in povsod in še ne vemo, kakšno ceno bomo za to plačali glede odpornosti. Relativno malo, manj kot tretjina se jih je odločilo, da ne bo predpisala nobenega antibiotika, več kot 50% je pa v bistvu predpisovalo še kar širok spekter antibiotikov. No, kaj pa je dejanska resnica glede koinfekcij? V enem precej obširnem članku so ugotovili pravzaprav, da je imelo samo 8% bolnikov pridruženo okužbo nevirusno ob sprejemu, ampak od tega jih je pa 72% dobilo protimikrobno zdravilo. In seveda ni nobenih podatkov o tem, kako so pa delovali sistemi smotrne rabe antibiotikov. To je bil pa še en mal večji pregled vsega, kjer so ugotavljali, da je pravzaprav bila prevalenca istočasne bakterijske okužbe relativno nizka, sekundarne te v bolnici pridobljene pa kar precej visoka. In podatek, ki pa zelo zaskrbljuje, je pa, da je 60%
bolnikov imelo z bakterijsko okužbo imelo odporne izolate in pa 37% sevov je bilo odpornih. Na splošno so pa bile okužbe pri tistih, ki so bili na navadnih bolnikih, sekundarne okužbe redke, druga zgodba je bila pa v enotah intenzivne terapije. Tukaj bi zdaj rada pač da razmišljamo tudi o pozicioniranju ne samo infektologije, ampak celega dogajanja v medicini na področje globalnega zdravja. Globalno zdravje pravzaprav poudarja transnacionalne zdravstvene probleme, vprašanja, dejavnike, rešitve, povezuje posamezne discipline in skuša delovati na tistih problemih, ki so globalni. In eden od takih problemov je nedvomno protimikrobna rezistenca. Približno polovica vseh smrti zaradi bolnišničnih okužb je posledica okužbe s 7 najbolj pomembnimi odpornimi mikrobi. Če pogledamo tale grafik, vidite, da je tlele AMR kot vzrok smrti relativno majhen glede na cel kolač smrti. Projekcija Svetovne zdravstvene in drugih pomembnih inštitucij pa je, da bo zaradi protimikrobne odpornosti, se pravi okužbe z bakterijami, ki bodo odporne na vse živo, približno 10 milijonov ljudi umrlo. To pa ni več enostavna številka. To je samo ena ilustracija, kako razširjena pravzaprav je ta grožnja odpornosti. To so izolati bakterije Escherichia coli, ki jo čisto vsi dobro poznate, ki dela tudi zelo banalne okužbe, kot so uroinfekti. Ta bakterija, ki izloča tale encim, je odporna praktično na vse, kar imamo v našem repertoarju. In vidite, da je pravzaprav po celem svetu ta odpornost razširjena in tole je krivulja naraščanja odpornosti in tudi, žal je tudi Slovenija v takile krivulji z naraščanjem odpornosti in zelo, zelo frustrirajoče je, ko se sreča z bolnikom, ki je imel relativno enostavno patologijo, manjši kirurški poseg ali pa nekaj, kar bi se zlahka dalo rešiti in potem dobiš njegov antibiogram iz hemokulture, kjer ni na voljo niti enega antibiotika. Zelo me veseli, da smo slišali predavanja o kakovosti in varnosti, kajti bolnišnične okužbe so dejansko temelj tega, da so bolniki varni. Preprečevanje bolnišničnih okužb mora biti nekje kot ena top prioriteta in v Evropski uniji so nekako izračunali, da je približno 2,5 milijona primerov bolnišničnih okužb, kar ustreza približno 2,5 milijona teh dni izgubi let zaradi bolezni oziroma smrti. In ocenili so, da so bolnišnične okužbe dvakrat toliko večje breme zahtevajo, kot pa praktično vse ostale nalezljive bolezni, ki jih spremlja ECDC, to je Evropski center. Toliko pomembne so in tle mislim, da nismo zadosti še rekli in bolnišnične okužbe pravzaprav ali pa okužbe povezane z zdravstveno oskrbo so povezane s popolnoma čist vsako stroko. No, še enkrat bi omenila globalno zdravje. Pomembno je, da gre za izboljšanje zdravja, da dosegamo neko enakost, pravičnost povsod, da ima vsi ljudje na svetu pravico živeti življenje, ki podpira dobro zdravje, da to sega čez meje, vedno znova poslušamo, kako prihajajo migranti in kako nas ti migranti ogrožajo in gor in dol, vendar, če bi ti migranti živeli v sistemih, ki bi imeli ustrezno zdravstveno oskrbo, se mi pač ne bi s tem ukvarjali, kakšne bolezni nam bodo prinesli. Da se združujejo discipline, da se med seboj sodelujejo. To smo se naučili, upam, med epidemijo, da ni samo zdravstvo, da je tudi psihologija, sociologija in ne vem kaj še zraven pomembno, da moramo imeti partnerstvo, ker sicer nihče sam ne more doseči ničesar. Kaj za zaključek? Veliko dela imamo pred sabo, sploh zaradi te protimikrobne odpornosti. Ukrepi bolnišnične higiene, ki smo jih kar smatrali za učinkovite,
niso tako delovali, kot smo mislili, da bodo. Vendar analize kažejo, da so bili določeni razlogi za to, ne da ne bi ukrepi delovali, ampak kako jih uporabljaš je tudi pomembno, a jih sploh znaš uporabljati. Nedvomno bo prišla nova epidemija, upam, da jo jaz ne bom več dokazala v aktivnem službenem življenju. Infektologija se pa mora vključiti v probleme globalnega zdravja, to ne moramo prepuščati samo javnemu zdravju, ampak stroka kot taka se mora aktivirati zlasti, ker moramo ohranjati antibiotike, da bomo lahko zdravili tiste bolnike, ki res potrebujejo antibiotično terapijo, še zlasti, če so pred tem imeli neko medicinski poseg, ki sodi v vrh medicine, ali pa imajo tako bolezen, ki jo zdravimo s številnimi zdravili in bolezen, ki je včasih bolnika ubila, zdaj pa preživi, seveda, če preživi tudi okužbo. Tako da se zahvaljujem za vašo pozornost. Nisem šla v organizacije in to, ampak me zanima, če imate kakšne pripombe in vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Imamo že tako eno vprašanje, dr. Remškar. Ne bo vprašanje. Nimam pooblastila, pa vendarle bi se obema profesorcema rad v imenu javnosti zahvalil za opravljeno delo ob sprva zelo nepoznanem virusu, poplavi dezinformacij, poplavi nasprotovanja oziroma spotikanja politike, opozicije in medijev. Ob tem, pa ne vem, če vsi veste, jaz sem šel natančno pregledati podatke Svetovne organizacije, še ob tem, da smo imeli bolnišnice pravzaprav nepripravljene sploh intenzivne oddelke, ob tem, da smo imeli domove v taki situaciji, kot so danes, za ostarele. Torej, ob vseh teh podatkih smo imeli največjo stopnjo okuženosti zaradi vsega, kar sem naštel, vendar ne najnižjo, na 18. mestu po številu umrlih v evropskih državah. Skratka, zdravstvo je v tem primeru opravilo ogromno delo ob vsem spotikanju. Hvala. Janez, hvala za res izčrpne misli, ki si mi vzel z jezika, kajti sem se hotela jaz zahvaliti pač v imenu vseh Slovencev za vajino izjemno delo. Ne, to niso prazne besede, to je resnica. Poleg tega se zahvaljujem v imenu ustanove Medicor Slovenija za izjemno pomoč v težkih časih epidemije, izjemno pomoč, ko sem lahko vaju poklicala, kadarkoli, po noči in po dnevi. Ne vem, kako naj se sploh zahvalimo, stalno razmišljamo o tem, kajti brez vajine pomoči. Mi smo imeli COVID oddelek, smo ga ustvarili zaradi bolnikov, ker so zboleli in nismo imeli druge izbire in brez vajinega znanja in brez načinov zdravljenja in nasvetov ne bi preživeli. Preživeli so pa vsi in hvala. Jaz se sicer zahvaljujem za to zahvalo, ampak ni potrebna, ker mislim, da je bila to naša dolžnost, ker pravzaprav nismo videli koga drugega. Jaz osebno kot infektolog zelo težko gledam na to, da mi nasvete o tem, kako se okužbe obvladuje in zdravi deli, da ne bom zdaj ravno kirurge obtožila, ampak neka druga stroka, ki morda na te stvari ne gleda tako kot mi. Se oproščam za tole, ampak res, to mislim, da je bila naša dolžnost. Ja. Jaz tudi tako mislim in bi se ob tem v bistvu zahvalila pa vsem kolegom, ker pravzaprav smo uspeli delovati kot en sistem v času pandemije. Bolnik je našel poslo, ker smo imeli sistem, kako jo bo našel kjerkoli v Sloveniji. Niso rešili si vozili okrog urgentnih centrov, da ne bi vedeli, kam bodo bolnika odložili. Delovali smo kot en sistem in to bi pravzaprav lahko izkoristili za naprej. Mi znamo delovati kot en sistem. Verjetno pa rabimo zunanjega sovražnika, saj veste.
Doktor Brigantova, še ena je. Čujem, morali bomo zaključiti, sam res na kratko, ker Ministrstvu za zdravje, kjer smo se spopadali z vsem tem, poskušali koordinirati, kolikor smo pač uspeli. Res je, da brez požrtvovalnih kolegov v vseh valih to ne bi bilo možno. Tukaj se je pravzaprav izkazalo, kako je zdravništvo stopilo skupaj in jaz mislim, da najhujše, kar se nam lahko zgodi, je, če pozabimo vse te izkušnje, če pravzaprav začnemo gledati na COVID kot na PTSD, na posttraumatski stresni sindrom. Imeli smo veliko mrtvih praktično, nihče ne pozna nikogar, ki ne bi izgubil vsaj nekoga zaradi COVID-a. In ljudje v teh stvarih zdaj noče govoriti, ker so bili traumatizirani, to je nedvomno drži, vendar pa je najhujše, če se iz izkušnje ne naučiš. Hkrati pa se mi zdi, da nas je ta izkušnja lahko zelo okrepila in v tem, kako postanemo kritični tudi do znanstvenih raziskav, tudi danes je bilo izpostavljeno, ne recimo tisti Ivermectin, ali pa recimo druge študije, tudi ki so bile zelo na hitro objavljene, kako pravzaprav povečati kritični hkrati pa moramo vedeti izjemen razmah znanosti od razvoja cepiv, RNA, kar naenkrat ljudje razumejo, kaj je PCR. In če bomo pa to zanemarili in se delali, da tega ni, potem je pa to največja škoda in največja katastrofa te epidemije. In mislim, da smo dovolj pametni, da tega ne bomo dopustili. Tako da hvala tudi za današnji panel. Eno predavanje imamo v tem sklopu. Dr. Miha Skvarč prihaja iz Evropske agencije za zdravila. Mislim pa, da bo tema malo tako paralelna. Ta čas bi pa samo rekla, mikrobna odpornost, od kateri je govorila profesor Lejko, se začne za vsako predpisano dozo antibiotika. Lepo prosim, mislite na to. Hvala. Dober dan vsem. Jaz sem Miha Skvarč, jaz sem specialist klinične mikrobiologije. 14 let sem delal na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani, pa sem se pa pač malo naveličal, predvsem zaradi razmer, kakšne odnosov, kakšni so bili na medicinski fakulteti, sem se odpravil na Jesenice, tam sem postavil laboratorij, zelo aktivno sem bil tudi vključen v boj proti COVID-u, predvsem diagnostike, tudi gospe Zorc sem nekaj pomagal. Potem se je pa več ali manj so se stvari umirile, sem nekako dobil klic iz Evropske agencije in sem se jim pač pridružil kot Scientific Advice Officer. Mi smo oddelek, ki se ukvarja s tem, kako svetujemo farmacevtskim podjetjem pri razvoju zdravil, novih tehnologij, ki jih vpeljujemo v zdravstvo. In zelo pomembno področje je umetna inteligenca. Postala. Pred kratkim udarila nas je več ali manj kot kladivo po glavi. Nismo dobro pripravljeni na to, regulativa ne ve točno, kako se bi tega lotila, ampak priznamo, da ne vemo in tudi priznamo to, da se učimo. In tudi tu pravzaprav moje odgovor je pravzaprav, kaj je boljše, ali človek ali umetna inteligenca, pravzaprav ne vemo, ampak bomo do tega prišli. Ker se bomo sproti učili, naredili bomo tudi kakšno napako, ampak na koncu mislim, da bomo prišli do nekega sožitja obeh svetov. Najprej bom predstavil pač, kako je recimo umetna inteligenca v Evropi regulirana. Umetna inteligenca je pravzaprav software in software je reguliran v Evropi kot medical device, kot MDR regulativo. Problem recimo farmacevtskih firm je, da one se bi rade temu izognili nadzoru, kaj one delajo. In potem vse pravijo, ne, umetna inteligenca nima nič v zvezi z obdelavo podatkov. Mi samo zbiramo podatke. Ker kako hitro se spremenijo podatki v informacijo in to umetna inteligenca naredi, recimo COVID sledilnik je primer neke osnovne umetne inteligence, ko predstavi podatke, to pomeni, da je to postane informacija. In ko enkrat postane informacija, moraš ti preveriti, na kakšen način je ta informacija podana, ali je podana na pravilni način,
a so vmes se kaj spremenili, mogoče začne umetna inteligenca halucinirati ali pa kaj podobnega. In zato pač obstajajo neki postopki, kako se to umetna inteligenca, pravzaprav trening naredi umetne inteligence, kako se jo validira in na koncu, kako se jo njeno delovanje verificira. In je cel kup problemov, recimo en izmed problemov MDR je, da je to stara zakonodaja iz leta 2017. Noben takrat ni mislil o umetni inteligenci. Ampak imamo pa pač zdaj predlog akta v Evropi, ki pač pomeni, da to umetna inteligenca postavlja na malo višji nivo, nadzor nad njo je precej višji. Ne bi postala high risk del. In high risk pomeni, da pač jo je treba veliko bolj nadzorovati in pravzaprav nadzor nad njenim delovanjem in podjetji in ljudmi, kateri se z njo ukvarjajo, mora biti zelo, zelo, zelo dober in močan. In predvsem ne samo močan, ampak konsistenten in eksakten. Konsistence nam dostakrat namreč primanjkuje pri nadzoru. Nimamo časa, pa rečemo, se bo to v redu. Ampak potem se dostakrat izkaže, da mogoče ni to najboljše. Ne? In oni so pač problem, recimo, tukaj na high risk, ampak recimo MDR, Medical Device Regulation, govori o tem, da je to low risk medical device. Ne? In kako se bo ta dilema razrešila, bomo še videli. Ker namreč obstaja tudi v ozadju Health Technology Assessment Act, ki bo začel veljati leta 2025. Ne? Tam bo pa šele pomembno, kako bomo mi Health Technology Assessment, to je pravzaprav cost-benefit, ocena ocenjevali. In recimo, da boste sledila dva primera, ki jih lahko vidite tudi na spletni strani EME, to so qualification procedure, ko se ocenjujejo nove tehnologije v zdravstvu. In tukaj bosta dva primera, kako v enem primeru konzorcij, v drugem primeru farmacevtsko podjetje predlaga uporabo umetne inteligence pri razvoju zdravil. En primer Alzheimerova bolezen in največja, recimo novo zdravilo za Alzheimerova bolezen razvito v Ameriki, mora biti dano zelo zgodaj, da ima kakršen koli učinek. Kako to zdaj, da zgodnje diagnostike prideti? Konzorcij se je zamislil, pač uporaba wearablesov, raznih kamer in podobnih stvari, ki bojo spremljale v realnem času, kaj se z bolnikom dogaja in to nekam pošiljale. In te podatke bo, to bo ogromno podatkov, bo pač obdelovala umetna inteligenca, da bomo potem lahko neko informacijo dobili, a ta človek je zdaj res prišel iz neke pred Alzheimerjeve faze v neko blago obliko ali ima mogoče že hudo obliko Alzheimerjeve bolezni. In to si ta konzorcij ravno predstavlja, da bo to naredil s pomočjo machine learninga, umetne inteligence. Je cel kup težav, namreč. Vse te naprave, katere oni uporabljajo, niso medicinske naprave. V zadju ni, to so pač navadne pametne ure. In v zadju ni neke kontrole, kaj se pravzaprav res dogaja s temi napravami. Potem je problem prosto dostopnih podatkov. Več ali manj vsi Google Fitbit ali pa Garmin ima zaščitene podatke in ti ne moreš kar do surovih podatkov priti. In kaj bomo zdaj naredili? Bomo razvili neko aplikacijo, ki bo zbirala te podatke v neki obdelani obliki in bomo potem mi naprej obdelovali. Ampak problem je že spet to, da noben nima nadzora nad temi aplikacijami, ker kako hitro aplikacija postane medicinska, je uporabljena context of use, v medicinskih namenih postane medical device, je podvržena neki regulativi in nadzoru. In na koncu, zdaj trenutno recimo ne vemo, who is checking, who is verifying, če aplikacije dobro delujejo. In smo pač nekako, tudi recimo to velja za vaše H10 pasove od Polarja. Pravzaprav Polar ima zelo dobro razvito, cel kup člankov ustavlja in komu malo zaupamo, ampak za vse ostalo nimamo pojma. Recimo, kaj se zgodi, če pride na dan nova verzija softvera, ne ve, nišče. Drug je problem, je pač primer Mayo-Endoscopic Score, pri ulceroznem kolitisu se je pač podjetje zamislilo, da bi s pomočjo umetne inteligence slike videe kolonoskopij uporabljalo za spremljanje odziva bolnikov na biološka zdravila. Zanimivo pri temu je tale recursion artifact filtering,
Od začetku se je zdelo podjetju to zelo velik problem. To artefakt pomeni kri, sluz, ki bi pač motila prepoznavanje sprememb na sluznici. Ampak v roku 3-4 mesecev so oni se s pomočjo dodatnega treninga, machine learning, umetne inteligence odpravili ta problem. In ga ni obstaja več, rekli so, to ni več problem. Najdli smo rešitev v roku 3 mesecev. In potem mi smo imeli, naše glavno vprašanje na koncu je bilo, ne samo kako boste vi to uporabljali za razvoj svojih zdravil, ampak kakšen bo koristil pacientov pravzaprav, ker namreč myoendoscopic score je precej subjektivna ocena vsakega gastroenterologa in moraš biti zelo izkušen gastroenterolog, da znaš konsistentno oceniti vedno znova in znova, daš iste informacije ven iz sebe. In kako bomo zdaj to, kako bojo lahko mogoče gastroenterologi to začeli uporabljati tudi ne samo v kliničnih in clinical trials, ampak tudi kje drugje. Nisem imel odgovora za to, ne zaradi tega, ker pač to je, oni bi to rabili uporabljati samo zase, ker je to pa za njih konkurenčna prednost, razume. Ampak zaradi tega, ker so vsi te procesi, qualification procedures pravzaprav javni, si pravzaprav vsak, ko si bo preberal, pa ko ima nekaj znanja o umetni inteligenci, bo lahko zastopil, kaj oni v zadnje uporabljajo, da bojo res ta sistem, algoritem dobro razvili. In recimo tukaj so primeri klinične prakse umetne inteligence. V Ameriki je to razvito predvsem na področju slikovne diagnostike. Ampak samo tam. Druget FDA ni dal nekih štemplov, da je to ok. Se še razvija. FDA pravi, da vidijo velik potencial umetne inteligence pri triaži, na urgencah, pri razvrščanju stopnje nujnosti. Potem so ostale, recimo prve 3, so nek imaging, vse ostalo je pa več ali manj tako, precej v povajih, precej se razmišlja, recimo personalizirana medicina bi bila lahko tisti myoendoscopic score, bi bil lahko tale del precision medicine, personalized training, kdaj veš, kdaj dati neko zdravilo, kdaj več neko zdravilo ne bo pomagalo, se razume, to lahko danes tudi to veš, ampak traja nekaj časa. Ustvarjaš čakalne vrste. S pomočjo, recimo, umetne inteligence bi ravno to lahko, ta relativno dolg proces ugotavljanja, zdaj neko zdravilo biološko drago deluje ali ne, lahko precej zmanjša, ker bi pač na osnovi umetne inteligence bi lahko presodila, zdaj je neka bolezen napredovala ali ni, ali je čas za zamenjavo biološkega zdravila ali ne. In to bi naredila na osnovi ocene najboljših strokovnjakov na svetu, ne samo pač enega ali 2 gastroenterologov, ki delujete v neki bolnišnici. In kakšna je situacija v Sloveniji? Tukaj sem uporabil ChatGPT, da sem tole ven dobil. Razume, kot sem domneval, nekaj zelo veliko se ne dogaja, ampak ravno ta primer, zakaj je tukaj SYNLAB omenjen? Zaradi tega, ker SYNLAB pač mednarodno podjetje, mislim, da je največja diagnostična podjetje v Evropi. In oni se zavedajo tega, da je treba podatke, da morajo biti podatki na voljo, kadarkoli, ampak ne samo podatki, iz teh podatkov je treba narediti informacijo. In to je ključno v vsem zdravstvu. Mi imamo ogromno podatkov, katere praktično so neuporabni, ker niso v strojni obliki, v obliki, da bi bilo primerno za strojno branje, ali pa pač te podatki nekje so. In mora človek se z rokami noter v njih zakopati, da nekaj ven dobi. Umetna inteligenca je tukaj veliko hitrejša, če jo se razume na pravilen način razvijemo. In potem sem vprašal umetno inteligenco, kaj bi svetovala v tem primeru. To je bil pač primer, resničen primer mojega prijatelja, ki je pomagal v Mengšu po poplavah in je padel v kanalizacijski jarek. In ni šel takoj zdravniku in potem je postal septičen, kljub antibiotiku in potem se mu je rana odprla in je ne vem, koliko gnoja ven stekalo. Na srečo se je to zdreniralo po naravni poti, ni imel nekih posledic, ampak in kaj sem vprašal, inteligenco vprašal sem je to vprašanje in sem dobil relativno dober odgovor, kot samo triaža, to je, ko je pač pred nas je neka rešitev, da bomo mi imeli samo triažo, zaradi tega bomo skrajševali čakalne vrste. Veste, koliko časa bomo mi to razvijali, če bomo sploh mi kdaj razvito. Obenem imamo pa ChatGPT ali pa Bing AI, ki nam da relativno dober odgovor. Ampak
ko sem to sem se potem igral, ne, v umetni inteligenci je zelo pomembno, na kakšen način zastaviš tudi vprašanje. Če sem ga zastavil vprašanje, imam vročino, mrzlico in rano na kolenu, nisem dobil napotitev do zdravnika. Če sem pa zastavil vprašanje, padel sem v kanalizacijski jarek, imam rano pod kolenom, vročino in mrzlico, potem sem pa dobil prav odgovor. Ker namreč morate vedeti, kaj Natural Language sistem ChatGPT dela pravzaprav. On na osnovi nekega zaporedja besed ugiba, kaj bo potem sledilo. In to je samo verjetnost. Pač tukaj je, kaj povem, 90% verjetnost, da je odgovor pravilen, kaj ti bo on podal. Ne? In moramo tudi vedeti, in tukaj je pomembno, zelo pomembno je v ozadju, ne samo, da boš ti dal neko orodje v prosto uporabo, ampak da boš vedel, kaj je to orodje zmožno in da ga boš redno verificiral njegovo delovanje. Drugače se ti bo lahko zgodilo, da boš dobil zelo čudne rezultate, zelo čudne odgovore, zelo čudne napotitve. In še nekaj o čakalnih dobah. Čakalne dobe so pač v povezavi tudi s COVID-om ali pa precej zaradi COVID-om. Se veste, v Veliki Britaniji so ljudem ploskali, zdravnikom ploskali, zdravstvenim delavcem ploskali, nam so ploskali, hmalo so nas pa začeli pljuvati. In v Veliki Britaniji imajo zdaj veliko stavko zdravniških sester, ne vem, če se je že končala, zaradi tega, ker vlada noče 20% jim povečati plače. Mladi zdravniki stavkajo in vse to. Prvič v zgodovini v Veliki Britaniji mladi zdravniki stavkajo, ali Anglije, zdaj ne vem točno. Na Nizozemskem imajo iste težave, so se jim povečale čakalne dobe. Ne? Ampak, kaj pa, kot sem rekel prej, ne? Jaz si predstavljam pač umetno inteligenco pri skrajševanju čakalnih dob tako, ne? Da se bo mogoče nekdo človek samo triažiral s pomočjo ChatGPT ali pa kaj podobnega. Šel k svojemu zdravniku, on zdravnik ga bo pregledal, vnesel njegove podatke, parametre v nek sistem, sistem mu bo izračunal, kakšna je zdaj Health Technology Assessment, ne? Res cost-benefit, kakšen je res cost-benefit od nekega predlaganega napotitve, posega, napotitve na poseg. Ne? Potem bo, recimo, ta poseg bil izveden, spremljali se bo njegove podatke v realnem času, kakšen je bil outcome tega posega, spremljali se bo lahko, kakšni so stranski učinki. Zdaj, recimo, kot je gospa povedala, zelo malo vemo o stranskih, koliko je bilo res ljudi prizadetih zaradi stranskih učinkov. Te podatki obstajajo, ampak so skriti nekje. Zelo težko je, da je do njih prideti. In da bi na koncu prišli pač do nekega sistema, kjer bi v realnem času vedeli, kaj se dogaja, kakšne kvalitete obravnave, kjer bolnice so dobre, kjer imajo več stranskih, kjer imajo več zapletov, kjer je manj. Potem, če bo ugotoviš, da ima neko bolnico, kar naenkrat pa več pa je bila pa odlična, kaj se je zdaj zgodilo, ne? Boš lahko pogledati in reči, aha, da se nekaj dogaja, ne vem, generacija se je zamenjala, glavni zdravnik se je upokojil, ni prišlo do prenosa znanja in takih stvari. Tako da, recimo, tukaj vidim neke možnosti umetne inteligence, kako skupaj za človekom se razume, sodeluje pri skrajševanju čakalnih vrst. In potem imamo pač ta slavni zakon o digitalizaciji v zdravstvu. Vse te stvari, katere zakon pravzaprav predvideva, kot zelo pomembne, mi pravzaprav že imamo. Mi imamo centralni register pacientovih podatkov, mi imamo ZVEM, kjer dobiš vse svoje podatke. Imamo 80% slovenskih ustanov uporablja en informacijski sistem. En. In zdaj se bomo mi z 20% ukvarjali, namesto da bi pač tistih 20% prosili, da bo šli na isti informacijski sistem ali pa nekaj podobnega. Govori se o tem, kako bo vse sledljivo, že zdaj je vse sledljivo. Vse je sledljivo. Kdorkoli se upiše noter, ampak problem je pač, ne vem, da se v bolnicah uporablja naprimer geslo pokojnega zdravnika za dostop do informacijskega sistema. In na koncu pač upravimo, ja, bomo zmanjšali število ljudi, ki se bojo ukvarjali z informacijskimi storitvami v zdravstvu. Ja, ne bomo, ker noben ne bo šel za tak denar, ki ga mi ponujemo v javnem sistemu delati, v tak sistem. Tako da vse ta zakon bi bilo bolj, da bi ga vrgli stran, pa pač iz tistega, kar že imamo, začeli nekaj
graditi s pomočjo tudi novih tehnologij, kot je umetna inteligenca. Hvala. Hvala lepa, zato da ste bili točni. Kakšno zelo hitro vprašanje, potem pa bomo nadaljevali verjetno za razpravo na kosilu. Ja. Miha, najlepša hvala in še enkrat hvala za izjemno pomoč v mojih osebnih zelo težkih časih. In hvala v imenu naše ustanove, ker si resnično pomagal. In ko smo te hoteli povabiti, da se bolje spoznamo, ker smo bili povezani nadaljavo več ali manj, sem ugotovila, da si odšel v tujino. In vsem nam je zelo žal, pa upajmo, da bomo kaj sodelovali, kajti stroka, s katero se ukvarjaš, je izjemnega pomena in prihaja tudi v Slovenijo. Samo želela bi, da pride na pravi način in skozi prava vrata. Upam, da bomo še sodelovali. Hvala ti. Hvala. Lepa. S tem zaključujemo ta sklep, ta sklop. Tema je res ogromna, tako da nadaljujemo tudi z razpravo kasneje. Hvala. Hvala.